Dober jutr, tlele v Grieskirchnu sem, v Fabrku od Pettingerja. Tako da danes bomo eno turo naredili malo okoli. Izupan trejdan sem, tako da pojmo malo naprej pogledati, kako to noč gleda. Je pa tak mraz pa frižno ga znorit. No, tle not je pa majhna bolj fletna. Rumeno rdeče mašine. V glavnem, da gremo noč, sicer so rekli, da lahko bolj malo snimam, tako da nekim posnel, nekim material nam dobo kar od njih, pa pojmo čist povedal. Bomo videli, no, kva mu kaj naredil z tegala. V glavnem je pa že tle res videti same hude zadeve. Se imajo vse zaprt? So pa od grabljalnika, nosilci za kolo. A je od grabelj? Mislim od bajka. Aha, pa pa tleh tanca. To so pa po moje prste od gnetilca. A ja, od gnetilca. Evo, kva je to laser diva, ušiba. To se pravi za nosjavenco ba je tlela reže noč. Večino delov za njihove stroje tako pa izrežejo sami, laser reže tudi do 25 mm, pa letno naredi do 7000 tur, tako da šopajo na polno. Evo pa materijala, surovha. Kakšne skladišče delov so to, no? Pa tam lepo je avtomat skladišče, ki ven nos, glede na šifro. To, kad si v grebin vam prinese, kosilence. Tehno parti. Kad deli pridejo iz štanc ven, pa iz laserjev, jih poj robot začne premikati, kriviti, vrteti, stiskati. Prav tako jih tudi zavari naprej. Nekaj je na robota, nekaj pa ročno, tako da je malo kombinacije. Je pa robot za te velike zadeve, pa bolj je natančen. V glavnem pri mašinah je itak milijone zobnikov in tlele je tudi cel kup teh mašin, ki to devajo. Mašine, roboti, to vse praktično nadomešča ljudi. Ljudje so zato več ali manj tam, da poj te robote kontrolirajo, jih programirajo, upravljajo. Tukaj se vidi poj tudi preverjanje kvalitete, kakovosti. V glavnem, ko stranka dobi stroj, mora to laufati. Praktično leta in leta. Kleman, kva tu gledamo? Tukaj delamo, kako pol izdelek, ki ga nabavljajo, prehaja potem čez prvo obdelavo in na uni postaji, ki smo bili prej, v zadnjo obdelavo, kjer je že vizualno čist končan izdelek, pripravljen za montažo na liniji. Ima pa Pettinger 2000 zaposlenih. 1000 jih je tlele v tem območju, pa še okoli 1000 na drugih koncih sveta. No, tole je pa osnova za rotor od nakladalke. No, tako lepa pa je brštimen, da se pošvasajo kraka gor. Tako lepo izgleda sestavljanje. So rekli, da delavcev ne smem snimati, zato pa ne dvignem kamere. No, tlele je pa neki napo sestavljen greben. Malo še manjka. Se ne upam nič dotakniti, da nam kaj kriv. Večina delavcev, kakor sem jih jaz tam videl, so bili poj na montaž. To se pravi, tam, ko se stroj sestavlja, tam je bilo večinoma delavcev, pa tako, da se prevaža, to se pravi klasično skladiščnikov je bilo tudi dosti videti. Poj, ki je stroj delno sestavljen, seveda gre tudi naprej v štriharijo, da se poštriha. Tam so nam tudi malo povedali, kako poteka to. Imajo ene svoje procese, pač več stopenj, več telih postaje, ampak jaz jih žal ne znam dele porazložiti. Je pa itak kvaliteta važna, sploh pri mašinah za kmetijstvo, ki se skozi neki drajsa drgne. Tam je bil rotor, tle imajo pa še napahala poj fletna. Za manjše nakladalke. Tamle so pa agregate poj naprej, ki se sestavljajo. Pobiralna, pa tamle agregat zadej. Kar fino, bi rekel. Deli štriharije pa tudi ostali deli strojev se poj skladiščijo odkola fletna na stelaža gor in ko pride naročil od stranke, recimo jaz bi to pa to kosilnico, delavci naložijo skup, kardan, reduktor, ostali plahovje
gre na montažno postajo, se sestav, na koncu pa sledi sam še test. To se pravi, preklopijo na eno tako testno linijo, pa zalaufajo mašino, pogledajo, če vse funkcionira, če je vse tipi-top, pa naprej do stranke, od stranke pa naprej na pole. Tamle imajo pa testno komoro za grebene, to se pravi, da probavajo torzijo, vibracije, ne vem kva vse. Da je dosti močno, da lepa centrirajo tele diske oziroma te bobne. Not motiš nabije tako kot gum oziroma perfektna, da ne vibrira. Vsaka kategorija mašin ima tudi svojo sestavno linijo, to se pravi, nek se kosilence sestavljajo, nek plugi, nek nakladalke in tako naprej. Linije so tudi tako prilagojene oziroma optimizirane, da je res čim hitreje skupaj sestavljen, to se pravi pa čim lažji. Imaš tisto orodje, ki ga rabiš, nobene mašince, take, ki jo ne rabiš, posod so dvigala, da se te težke zadeve prestavlja. Evo, takole pa nakladalka pojra se, ena ta mala izvedba, gorska, še en konc. Že imamo bolj sestavljene, tle je prav linija za tele ta male. No, tle pa še jumbo izvedba, to je pa malo huj varianta. Tamle imajo zlija lihene testirana. Tako da kar pripelje zraven, tako rečen traktor? Ja. To je tako rečen traktor, a ne? Vse ima gor, elektriko, hidravliko, sam kar dan še manjka. Ja, evo, tako da zgleda. Tele pa sestavljajo grablje. Moram kar hitro naprej leteti, precej se nam madi, nimamo cajta, pa še težko posnamem kaj. Evo, enorotorci. Enorotorci, evo, sestavljen. To ne zmanjka tela halej. Evo prste, ki so prej ven leteli, tam tiste štance. Gnatilce. Pa še načelna kosa, tudi v sestavljanju. Imaš kaj takega zapovedati? Ja, tole je ena taka vrhunska kosa, vsi tisti, ki ste jo probali, že veste kakšne, drugače pa primerna za vse vrste terenov, tudi za nižje, manjše traktorje, 3-cilindraške komod pele po hribih. Evo jo. 2017 je tala hala zrasva. Najdel sem tudi en zanimiv video, timelapsa, kako so to halo delali v Grieskirchnu. Tako da čisto na hiter mal, da se vidi. Ampak vse skupaj se je pa začelo že leta 1871 in do zdaj letale tovarna pokriva že cirka 300.000 kvadratnih metrov površin, plus 15.000 so jih pol še dodali s tole dodatno halo. Taka fajn zadeva, no, celka imajo ena hal, za vse posebej za sestavljanje zadele, za to zahun. Kar fajn. No, da smo pa še v ta drug fabrike, ne 5 minut stran, tle ladijo balirke, tiste zgrbljalnike na trak, pa dvorotorce pa tak, se tam nazadnji malo zaloge, pa ima balirk, imate roleče. Zanimivo je to, koliko imajo teh lesnih hal, vse je dosti iz lesa narejen. Kar fletna. A kdo je kvaj to iz enega prejšnjega videa, sem enkrat predstavljal? Katapult. Evo, takole zgleda poj. En konce ne balirke kombinirane. Komora še manjka, pa pobiralna, pa ima ujavke. No, tle pa poj ujavka že gor. Pa nič kaj dosti več. Takole se poj počasi sestavlja. Na vsak sekciji dajo kakšno reč dodatno gor. Evo, sistem od ujavke. Malo hidromotorjev, malo hidravlike, malo zobnikov, da se to vrti, pa suče. Roke sicer še manjkajo, ampak osnova je pa že kar to. No, pa celo miza seveda manjka, kar je pa tle zraven. Pa še pobiralna, kar oranž širina. Tako da zgledajo te hale. Evo, tle pa delajo za Margentota. V glavne tele enote, na vsak stran lahko eno prpne, gor dol. Tamle ima pač upetje, pa to malo premikajo. Da je fajn spodaj pride, pa da ima delavc lažje zadelati, bolj ergonomsko preko. To se pravi, tle imajo linijo za sestavljanje zgrabljalnikov, pa za tiste Margentote, to se pravi pobiralni zgrabljalnik. Pa ima to fajn ogrodje, ima ta ceha kot bohomolka.
To se pravi, nam ga natiknajo hidravliko, elektronko pa take zadeve, no. Evo, maržento skoraj sestavljen. No pa še sestavljena, velikanka. Kakšno fajn tisno postajo imajo. Zdaj po moje, da je to to. Tukaj imajo priključke, tam imajo komande, kombinirke. Kakor se vidi, je tudi vse na dvigalah gor. Sam vozijo komponente. Evo, že gre, že pele. V Slovenijo. Recimo, ja. No, zdaj gremo pa še v ta trito halo. Tle imajo pa rezervne dele, pa tak skladiščen center. Pojmo pogledati. Evo, tako da pa zgleda njihov skladišče. V glavnem, tudi konca se skoraj ne vidi. Ne levo, ne naprej. Pa tele robotka vozijo avtomatsko. Pobirajo iz stelaž dol, po delah. V glavnem noro. To lahko leti sneta skira. Evo, kva to pride. Mislim, tole je pa res noro. V glavnem robota takole pripelje iz stelaže dol, da na tole linijo, tle na tele valjarje, ki grejo od delavcev, no, da spakirajo, vzamajo ven, tole pa prije nazaj, da vrne poj, tam kje bo. In to šiba non-stop. Evo, iz tam prije poj škatlica sem, pa se razporedi, pa da to naprej zapakirajo. Evo, tam ne poj škatle hodilo, tle sicer delavc stoji, da malo razbere, pa zapakira pa pošle strank. Evo, tle imajo pa še stelaže poj za veličarja, pač palete gor, malo več kose. Pa je to rotorjevega. Je tole pa sigurno. Na koncu nas pelali še en krog po Doriš, a kako preko. Tle je stala roba, ki čaka na stranko naprej, oziroma da jo odpeljajo. So pa povedali tudi, da do 30 šleparjev na dan naložejo. To se pravi 30 kamionov nafilajo z mašinam, pač to je maksimum. Na 5 rampah pa ne vem, koliko veličarjev imajo. Kar noro. Kaj je to robe? V glavnem tlele imajo malo takih testnih mašin, ali pa demo mašin. Tam ne čakajo na prevzem, pa na un stran imajo kosilence. Pa vidim že na streh gor, leto na streh. Oziroma cel objekt služkat garažna hiša, to se pravi več tukah je, ne vem kjerga leta so že to naredili, kao zaradi varčevanja s placem. Evo, Boss Alpin, hribovske zadeve, to je pa sigurno zanimivo za Slovenijo. Boas. Evo. Great packaging for the overseas markets, more or less. Pa je to kosilence pa robe. V glavnem vse čaka, da gre naprej, tako kot sem rekel. Evo, vse tam len to onak ga filajo. V glavnem, kva to je na hektarov pokošenih. Pa zgrabljenih, pa poboliranih, pa pobranih, pa vse. Zahvalil bi se pa tudi še slovenskemu zastopniku v podjetju Zupan Tradu iz Šempetra v Savinjskih dolin, ki je omogočil, da smo tole malo pogledali. Moram pa tudi poudariti, da oni sodelujo že s Pettingerjem od leta 93. Kakšna fan boss? Nakladalka. Evo, pa Štajer, ta je tudi Avstric, pa 4 uratenc. To je to, tle mi je zdaj zaključil, nekaj sem posnel, sicer se nam je kar modil, smo mogli dosti hit hvaliti, plus to, da sem bil precej omejen, kva lahko snimam, ampak sej tis, bistvo se je dal kakor toliko videti, no. Je pa res, da to so samo 3 lokacije, mislim, da je od 6, kakor je Pettinger ima, ogromna firma, no, pa rekel. To je pa to, zdaj, če v kakšnega glede kakšnih strojev pa to zanimivo, se obrnite na Zupan Trada, iz moje strani pa to. Šiv!